kosilom imamo še eno predstavitev z naslovom Človek in gozdnata krajina, pestrost poti do naših src. Gospod Kernel, ste že tukaj? Oder vaš. Tako, ja. Lepo pozdravljeni. Hvaležen sem vsem, ki so me v življenju vzgajali in bili moj vzor. Danes vam predstavljam svoje pedagoško delo z mladimi v naravi. Jaz sem se prvič kot 8-letni otrok. Njo je bilo strah. Niso me iskali. Po kilometrih teka po prostranih gozdovih in gmajnah sem se popoldne vrnil domov. Vsi imamo namreč gene svojih prednikov, nad nami vedno bdi nekdo in otroci imajo poleg tega še 2 angelčka varuha. V življenju sem se večkrat zgubil v gozdu, tudi z dijaki pred skoraj 3 desetletji po noči. Študenti, nisem jih jaz vodil, pa po dnevi. Nepozabne, lepe izkušnje, ki so moj veselje in jih še vedno izzivam. Po eni poti gor, po drugi dol, drugače me dolg čas. Nikoli nismo sami. Saj potujemo proti istemu cilju. Meni, še ne 10-letnemu otroku, starši niso dovolili pohajanja po vasi. Dovolili pa so mi delati v gozdu in neomajno samostojno raziskovati prostrane gozdove. Ko sem šel v gozd, sem vselej moral opraviti koristno delo in iz gozda tudi nekaj prenesti. Oče me opremil znanjem in sekirico. Kmalu so mi zaupali tudi vodenje odraslih po prostranih gozdovih. Ko sem čutil, da se me kot otroka loteva bolezen, sem doma oznanil. Grem v gozd. Če pridem nazaj, bom zdrav, sicer me ne bo več. In vselej sem po urah raziskovanja gozda se vrnil domov popolnoma zdrav. Danes vse več mladih v potrošniškem svetu izgublja smisel življenja in vendar dolžnost nas staršev in vzgojiteljev je, da v mladih prebudimo veselje do ustvarjalnega življenja, v katerem premagujejo napore. Veliko mladih pa danes zaide v džunglo spleta, pa jim znamo pomagati. Terenske vaje dijakov in študentov gozdarstva so svojevrstna učna pot po gozdnati krajini. Vse dijake in študente spodbujam, da tudi oni pokažejo pot, po kateri se bomo po gozdu gibali. Na razcepih in križiščih jih povabim. Mladi danes nemalokrat želijo od težjega k lažjemu, ne pa tako, kot mi pedagoško predlagamo, od lažjega k težjemu. Učitelj sem predvsem zato, ker ne vem vsega. Nas lahko narava nauči tudi kaj o naših izgubljenih medsebojnih odnosih. Še opazimo čudeže, ki se med nami dogajajo. Že skoraj 3 desetletja na naši šoli sodelujemo z osnovnimi šolami in vrtci iz vse Slovenije in zamejstva, z izvirnim programom krajinske pedagogike, ki nagovarja udeležence prek narave in gozda. V tem času nas je obiskalo okoli 50 000 mladih
in starejših udeležencev. Hvaležen sem, da imam priložnost danes biti z vami in da sem lahko s seboj pripeljal tudi dijake, ki mi pri vsem tem pomagajo. Tako vprašam vrtčevske otroke, ki pridejo k meni na delavnice. Vprašam vas, zakaj že mamice dajo otroku v posteljico plišastega medvedka in ne plišastega volka? Lupo, dovevaj. Ena izmed delavnic, ki jih imam polno, je tudi diamant na dlani, ki povezuje naše izseljence, Kanado in Slovenijo. Bomo lahko to, kar delamo danes, predali naslednjim rodovom? Smo ob drznih idejah mladih njihovi vodniki ali le zaviralci? Ko so mladi osebno nagovorjeni in vidijo, da jih imamo resnično radi, postajajo pogumni in čudežni otroci. Pričakujejo, da bomo šli z njimi na pot in jih tudi usmerjali. Ta slika ni moja, od mojega starejšega sina, ki je otroke učil plezanja, ne da mi bi vedeli to. Poglejte, kakšna je bila situacija, a je vidite? 6 metrov nižje je prestal zraven kamna. No, ampak zdaj ima 21 let. No, 10 let nazaj, kaj ne? Naši dijaki pri strokovnih modulih, ki jih že učim, že drugo desetletje načrtujejo učne poti skozi gozdnato krajino in obiskovalce nagovarjajo. Po teh poteh vodijo mladi otroke, odrasle. Na višjem nivoju sledijo tudi študenti, ki načrtujejo učne poti skupaj z lokalnimi skupnostmi. Tudi v naravi digitalni obliki. Moja študentka je za svojo diplomo prejela lansko leto 2. nagrado v Sloveniji za digitalno zadevo. Tako predstavljajo. Moje poti niso samo v gozdu, se pravi njihove poti niso samo v gozdu, vzame tudi kulturo, ljudi in vse. Nekaj vprašanj za vas. Poznate izvor imena svojega kraja? Od kje že izvira vaš priimek? Kako se je pišala vaša mama, vaša stara mama? Od kod je prišla? Zakaj že rečemo svojemu jeziku materin jezik in ne očeten? Brez korenin ne raste nobeno drevo, in ko so korenine ogrožene, trpi celo drevo. Družina, narod, vera, kultura, vrednota, ki so danes potrošniško tudi izobraževanju načrtno zamolčane in prezrte. Vprašamo zrele generacije v preteklih časih, se iz njihovih izkušenj tudi kaj naučino. Moji študentje sodelujejo v 3 desetletja trajajočem projektu izrazoslovne kulturne dediščine Drevo in njegove korenine. V tem projektu se srečujejo s svojimi koreninami in skušajo videti sadove tega drevesa ter semena zasejati za prihodnje rodove. Malo dilem. Je to res glavno gibalo razvoja človeštva in narave? Ali se za tem geslom ne skriva le dobiček tistih, ki nas strašijo? Strah ni nasprotje poguma, ampak predvsem nasprotje ljubezni.
Iz vojne naredi mir, iz sovraštva naredi naklonjenost in ljubezen. Prosim, kdo je napisal to misel? Ne poznate, kaj ne? Bo tej osi uspelo? Ja, bo. Glejte, so spodaj semena, na kateri se drži. Sam vidimo jih ne vselej. Skrb za skupen dom. Sedanji papež Frančišek večkrat spominja, da je vse v svetu medsebojno povezano in da je tudi ekološka kriza samo odraz etične, kulturne in duhovne krize sodobnega časa. Mladi pričakujejo, da jih bomo izzivali, zato tudi oni nas izzivajo. Za vsako tako sliko je cela zgodba, ampak zdaj je na hitro skozi. Naše provokacije zbudijo tiste mlade, ki skrivajo neizmerne potenciale ustvarjalnosti in si jih upajo udejanjiti zaradi naših provokacij. Od orlarske kope do antične peči za taljenje rude, izdelave antične vojaške sekire in kaj je fant na koncu poznal, poglejte, biznismen. Lahko mladi sprovocirajo tudi mene, seveda. 16.2.2024, pogledajte si v RTV arhiv. Individualisti smo, ampak potrebno tudi z drugimi hoditi. Na poteh, po katerih hodimo, prisluhnimo tudi ljudem, ki z nami hodijo in tudi tistim, ki jih na tej poti slučajno srečamo. Pripovedi ljudi, ki jih srečujemo na naših poteh in jim prisluhnemo, postajajo del našega življenja. Njihova veselja postanejo naša veselja, njihova bremena postanejo zanje lažja, saj jim pomagamo nositi. No, to je tle ta problem. Jaz sam moje, ne. Jaz želim vsakega, ki nekaj naučim, da to tudi na nekoga prenese. Svojo pot prilagodimo tistim, ki jih po njej vodimo, prisluhnimo jim in obogatili nas bodo. Dotakne se nas in nas poveže med seboj. Spoznamo, da pravzaprav vsi skupaj potujemo po isti poti. Nekoga moraš imeti rad. Kdo je to že napisal? Dobro. Hvala.